Spoštovane gledalke in gledalci, tokrat nadaljujemo pogovor o razpadu partnerskega odnosa. Z nami je psihoterapevtka Veronika Seles. Zanima me, kako prepoznamo odnos, ki že dalj časa razpada. Na nek način so to odnosi, ki se jim skorajda reče, da dva sobivata skupaj. Ne? Ko dejansko tam več ni nobenega res tistega stika, ko mi rečemo, da je znotraj odnosa res prava, globoka intimnost, kjer dva skrbita drug za drugega in si želita drug drugega in so tam čustva, hrepenenje, želje in si delita v bistvu dejansko neke informacije med seboj. Ne? Ampak je to v bistvu samo še odnos, ko dejansko dva živita eden mimo drugega, vsak nekako že v svojem svetu, za svojimi potrebami, za svojim v bistvu načinom življenja, in to je v bistvu že nek odnos, kjer se zelo močno vidi, da dva sobivata in nista par. S čim se srečujemo, če smo zapuščeni? Odvisno. Seveda si dosti takrat pridejo občutki nemoči, ne? Ker enostavno takrat dejansko več ničesar ne moreš narediti, ne? Pa seveda, saj vsi vemo že na splošno, je tako, da v odnosu sta vedno potrebna dva in da namesto nekoga drugega prav ničesar ne moreš narediti. Ampak ja, ko si zapuščen, v bistvu se velikokrat počutiš, še posebej takrat, ker ne veš v bistvu, da bo do tega prišlo, ampak si zapuščen zaradi izključno individualnih vzrokov partnerja, ne? Tam je še posebej težko in je krivično, in so občutki osamljenosti, prevaranosti, izdanosti. In je zaradi tega toliko v bistvu ta proces v bistvu na nek način zelo težak. Če govorimo zdaj, da je zapuščenost na ta način, ne? Ker zdaj zopet lahko obrnemo sliko in vidimo, da nekatere osebe, ki so zapuščene, vse naredijo za to, da so zapuščene, zaradi tega, da drugi v bistvu prevzame odgovornost. Kako pa ljudje čustvujejo, če so zapuščeni? Eni zelo veliko jokajo, eni se zelo veliko jezijo, eni zanikajo in je tako, kot se pravi, kot da odrežejo en list novega življenja in potlačijo vse skupaj. Zdaj, kaj je zdaj dobro, v bistvu je to zelo težko govoriti. Jaz še vedno nekako pa rečem, da ne bi bila plejada vsega. Da ni ne ene stvari pretirane, ne druge stvari pretirane, ampak da si dovoliš dejansko začutiti, izraziti vse, kaj se dogaja v telesu, da si telesu dovoliš biti. Ker to je v bistvu za naše telo najboljše. Kako si lahko oseba pomaga po razpadu odnosa? Da dela na sebi. Zdaj, kako da dela na sebi, je, da se druži, da hodi ven, da hodi v gozd. Jaz rečem, da večja, ko je travma, da težji, ko je stvar, da manj v bistvu dajemo telo v napor. Ne? Zelo velikokrat se zgodi, da ljudje potem zelo drastično v bistvu trenirajo ali pa kakorkoli. Ampak ljudje, jaz rečem, telo potrebuje na nek način neko blažjo stvar in zato jaz zelo priporočam sprehode, druženje, spet to, kot ti paše druženje. Moraš biti v družbi in moraš tudi biti sam. Ne? Da greš potem v gozd, da se ne giblješ znotraj prostora, zato ker znotraj prostora nekako pride, jaz rečem temu, do ekonom lonca. Enostavno stvari, čustva, čutenja, misli se začnejo gibati v prostoru in ni spektra. Ne, se začneš zapirati, spekter se začne manjšati, mi ga potrebujemo v bistvu dajati narazen in zato je potrebno iti ven, da vidimo, da življenje gre naprej, ne, da ni nič končano. Končano je izključno takrat, ko je res končano, ko umremo. Sicer je pa pot vedno odprta. In ko se nekaj konča, se vedno začne nekaj novega. Čeprav je težko. Ali bi morda za konec želeli še kaj povedati tistim, ki morda ravno v tem trenutku prebolevajo razpad ljubezenskega odnosa? Življenje je popotovanje, življenje je reka in nas vodi in kaj nam je namenjeno dejansko po tej poti hodimo. Jaz tudi rečem, da vsaka oseba ima neko svojo knjigo življenja in samo ti se dejansko lahko pod to knjigo podpišeš in nikoli ni konec. Pride cunami, mislimo, da je vse končano, vse so razbitine, ruševine, ampak vidimo, čez eno leto je vse lahko še lepše, nove stolpnice, novo rastlinje. Ne? In se pravi, iz vsake katastrofe lahko zraste nekaj novega, velikokrat lahko celo nekaj še celo zelo lepšega.
In treba se je dovoliti iti po tej poti, hoditi po tej poti, ker konec je resnično šele takrat, ko je konec, ko umremo tukaj in sedaj. Kaj pa potem, pa ne vemo. Vsak si torej sam piše knjigo o svojem življenju. Če že dolgo vztrajate pri poglavju svojega življenja, v katerem ste žalostni ali neizpolnjeni, je morda pravi čas, da obrnete nov list in začnete pisati naslednje poglavje. Glejte, da boste zadovoljni s knjigo, na katero se podpisujete. Se vidimo prihodnjič.